Predsednica se je pred kratkim seznanila z oceno pripravljenosti Slovenske vojske, zato razmere dobro pozna tudi po vsebinski plati. Veseli pa tudi dejstvo, da se je predsednica zavzela za več obiskov slovenskih vojašnic oziroma enot Slovenske vojske ter tudi za aktivno udeležbo na Dnevu Slovenske vojske. Gospe in gospodje, na oder vabim slavnostno govornico, predsednico Republike Slovenije in vrhovno poveljnico obrambnih sil, doktorico Natašo Pirc Musar. En lep dober dan vsem skupaj in najprej, preden grem na moj uradni nagovor, iskrena hvala res čisto vsem, ki me vsakič tako prijazno in toplo sprejmete med slovenske vojakinje in vojake. Na začetku se mi je zdelo, da bo to najtežji del mojega predsedovanja, pa se je izkazalo, da ni. Ne zaradi vsebine, ki ni seveda lahka, ampak strah me je bilo, kako se bom srečevala z vojaki, kako me bodo sprejeli kot žensko, kot prvo vrhovno poveljnico obrambnih sil, ampak danes vam tu iskreno in iz srca povem, prav nobenih težav, vedno se počutim dobrodošla med vami in res iskrena hvala čisto vsem. Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, spoštovani načelnik Generalštaba Slovenske vojske, spoštovani poveljnik Centra vojaških šol, spoštovani podžupan Mestne občine Maribor, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske in seveda ostali gostje. Veseli me, da vas lahko na današnji slovesnosti ob dnevu Centra vojaških šol nagovorim v tej prelepi stavbi z edinstveno kulturno in vojaško dediščino, ki je bila že takoj ob izgradnji namenjena vojaškemu izobraževanju. Žal pa nas preteklost in sedanjost učita, da dostop do izobraževanja ni vedno zagotovljen in samoumeven, ampak se je za to temeljno človekovo pravico potrebno tudi boriti. To smo leta 1991 spoznali tudi Slovenci, ko smo v zaostrenih okoliščinah začeli razvijati lasten koncept usposabljanja vojaških nabornikov. Temeljna podlaga za vojaško izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske je bila vzpostavljena 15. aprila 1991 z začetkom usposabljanja prvih vojaških inštruktorjev v učnih centrih teritorialne obrambe na Igu in v Pekrah. S tem so bili vzpostavljeni pogoji za napotitev prvih nabornikov na služenje vojaškega roka 15. maja istega leta. Posebej pomembno je, da je bila prvič po drugi svetovni vojni slovenščina spet uporabljana kot poveljevalni jezik. Zato me iskreno veseli, da lahko med nami pozdravim prvega poveljnika centra, upokojenega polkovnika Andreja Kocbeka, in se mu ob tej priložnosti seveda iskreno zahvaljujem za njegovo vlogo pri razvoju izobraževanja in usposabljanja Slovenske vojske. Spodbujanje in razvoj izobraževanja sta neprecenljivega pomena. Opolnomočita ljudi, prispevata k miru in razvoju človeštva. Vloge in moči izobraževanja so se v zgodovini zavedali mnogi. Žal ne vedno v dobrobit celotne družbe, ampak tudi z različnimi motivi, vzgibi in ideologijami. Civilizacijske norme izobraževanja morajo biti načelo enakosti, vključenosti, dostopnosti in kakovosti za vse. Le na ta način se lahko oblikujejo aktivne in odporne družbe s kritičnim in uravnoteženim razumevanjem sveta ter s trajnostno razvojno naravnanostjo. Naj povem, da je bil letošnji mednarodni dan izobraževanja 23. januarja pod okriljem UNESCO posvečen afganistanskim deklicam in ženskam, ki jim je odvzeta pravica do učenja, izobraževanja in poučevanja. Pomislimo, kakšen razvojni manko za državo in narod predstavlja umik polovice prebivalstva iz družbenega življenja in ustvarjanja.
V naši civilizaciji je to nesprejemljivo in nedopustno. Brez prepleta različnih pogledov, misli in izkušenj, spodbujanja vseh ljudi, da postanejo preudarni misleci, raziskovalci, akademiki, profesorji, inženirji ali da se odločijo za katerega od drugih poklicev. Ni inovativnosti, ni konkurenčnosti in ni napredka naroda ter tudi države. Zato iskreno pozdravljam, da je Slovenska vojska organizacija, ki poudarja in živi vsa omenjena načela. Enakost, vključenost, dostopnost in kakovost, kar nedvomno prispeva k njeni odličnosti in seveda tudi kohezivnosti. Spoštovani, Center vojaških šol Slovenske vojske, ki danes praznuje, je pomemben spodbujevalec slovenske vojaške misli, nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter razvoja in krepitve vojaške stroke in poklica. Kot izobraževalna ustanova razvija vojaške temelje ter organizacijsko in voditeljsko kulturo Slovenske vojske. Vendar pa je v sodobnih okoliščinah vojaška stroka soočena s kompleksnejšimi izzivi kot v preteklosti. Zato imate tisti, ki pripravljate in odločate o izobraževalnih programih, oblikujete doktrinarne rešitve, opravljate raziskovalno delo in predavate slušateljem zelo odgovorno nalogo. Danes je treba vojaške profesionalce opremiti tudi z različnimi dodatnimi znanji, kot so razumevanje geostrateške realnosti, umetne inteligence, kvantnega računalništva, biotehnologije, kibernetske varnosti, novih tehnik bojevanja in nenazadnje tudi varovanja okolja. Vojaško izobraževanje v različnih oblikah namreč predstavlja osnovno podlago za učinkovito izvajanje vseh predpisanih nalog Slovenske vojske doma in tudi v tujini. Poudarjam, da sta znanje in izobraževanje vse pomembnejša tudi spričo učinkov globalizacije ter sodobnih mednarodnih varnostnih izzivov, ko smo soočeni s hibridnimi grožnjami, dezinformacijami, učinki podnebnih sprememb, rabo prebojnih tehnologij, dvonamenskih produktov in podobno. Zato je nujno povezovanje in sodelovanje s civilnim okoljem ter z domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami. Skladno s tem seveda poudarjam izražen namen po posodobitvi izobraževalnih programov, kot ga predvideva nova resolucija o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Spoštovani predstavnice in predstavniki Centra vojaških šol ter pripadnice in pripadniki Slovenske vojske kot celote. Naj vam ob tej priložnosti iskreno čestitam ob prazniku Centra vojaških šol. Želim vam vse dobro pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj ter pri izpolnjevanju vašega odgovornega poslanstva, pa naj bo to pri vašem specifičnem delu v vojaški organizaciji nasploh ali pa v okviru delovanja v Centru vojaških šol. Naj zaključim s pomembno mislijo Nelsona Mandele. Izobraževanje je najmočnejše orožje, s katerim lahko spremeniš svet. Ko bomo vsi ljudje znanje uporabljali zgolj in izključno zato, da drug za drugega in za naše potomce ustvarjamo spremembe na bolje, bomo kot skupnost, kot človeštvo, zaživeli v boljšem, lepšem in varnejšem svetu, usmerjenem v sodelovanje, povezovanje, trajnostni razvoj in blaginjo. In naj za konec povem še en izrek, ki je meni ljub, zapisal ga je pa Bertolt Brecht: knjiga je orožje, vzemi jo v roke. Srečno vsem skupaj. Hvala gospe predsednici in vrhovni poveljnici obrambnih sil za izrečene misli in naklonjenost.